Lepo vas pozdravljam v imenu našega odrešenika Jezusa Kristusa. Njegov mir vas napolnjuje v vsakoj situaciji vašega življenja. Tako smo vsikdar pripravljeni na njegov ponovni prihod, če da tej Božji mir izpolnjava naša življenja, če da ne mir noter, te se nemo mogli srečati z tem knezom mira. Ja, to je eno nepozabno srečanje. Nikdar pred tem ne je bilo takšnega srečanja, kot da to srečanje mene, tebe z našim odrešenikom Jezusom Kristusom. In dragi moji, to srečanje, da te trajalo vso večnost. Nikdar več ne da ločitve in ne samo z njim, pač pa tudi s tistimi, štere so šli pred nami in štere so pred nami dosegnili tej cilj. Smo za to pripravljeni, se trudimo za to. Ja, srečanje z Jezusom spremeni življenja človeka tok ali pa noček. Na takšen ali pa načeši način. Vsake, štere se istinsko, štere se iskreno sreča z Jezusom tu na zemlji in te odide po svojoj poti naprej. Popevali smo pesem o dve poti. Te odide po svojoj poti naprej in ok ne da imel izgovora, ne imel možnosti, ali kaj ne znal za odrešenje. To pomeni zapraviti Božjo milost. Odrešenje je ne zasluga mene ali tebe, to je Božja milost. To je Božji nezasluženi dar vsakome človeku, štere vrže. Jo srečanje z Jezusom je osnova, da se leko pride do večnega cilja v nebeškem kraljestvu. In to si ga želimo vsi. Ne? Si želimo to? Amen. Amen. Tako naj bo. Na to volsko pot zdaj stopi. To je poziv Jezusa vsakome človeku za volo toga, kako smo tu popevali, ka obstaja tu druga pot. Obstaja tu tista najvolska, širka pot, štera je rožnata. To smo popevali v pesmi. Ali znate, cilj tiste poti je pa ne v večnoj slavi. Do zdaj smo pogledali različne osebe, štere so se osebno srečale z Jezusom v času njegovega delovanja tu na zemlji. Učence, farizeje, cestninare, neimenovane ljudi in vsaka ta oseba ali vsaka ta skupina je prišla z svojim stavom življenja k Jezuše. Prišla je z nekšim pričakovanjem, z nekšo odprejtostjo, nekšo pričakovanje so se imeli, te da so se srečali z Jezusom. Dragi prisoten, ko je tvoje pričakovanje od dnešnjega tvojega osebnega srečanja z Jezusom tu, na tom mestu? Ko je tvoje pričakovanje od toga srečanja? V sredo smo na molitvenom večeri, na molitvenom bogoslužju prešteli besedo iz 2. Petrovega lista, iz 3. tala, 18. veršoš. In Peter nas tu spominja, koma naj bo usmerjena naša duhovna energija, koma smo naj usmerjeni na duhovnom polje. In pravi to, rastite pa v milosti in spoznanju našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Haleluja! In osebno, vsakodnevno osebno srečanje z Jezusom, da to rast vsaki den samo pospeševalo. Da to mojo, tvojo duhovno rast samo nadgrajevalo, izpolnjevalo. Rasti v milosti ne pomeni samo v milosti do mene. O Bog, boj ti milostiven mene. Bog, podari mi svojo milost. Ne, ne. To pomeni tu, kak je osebno. To Božjo milost, štero sam dobo, delim naprej. Davam naprej, kar sem usmiljene do bližnjega, še posebej do tistega, šter je v potrebe. Znate, takšnih je tu v cerkvi precej.
precej takšnih je tudi v cerkve. Potrebe so lahko različne. Fizične, materialne, duhovne, duševne. In zato je potrebno rasti tudi v tom, kaj spoznavamo to, ko Bog želi skozi nas, skozi mene, skozi tebe činiti. Kaj tudi v tom rastemo, kaj spoznamo, ko Bog ima načrt za moje osebno življenje. Bog ima načrt za tvoje življenje. Bog ima načrt za vsako življenje. Potrebno se je samo odzvati, biti poslušen njegovimi klici in te njegovo voljo izpolniti. Božjo voljo izpolniti. Sredo pa smo prešteli tudi besedo iz druge Mojžešove knjige, iz 5. tala, 9. veršoš. Štero je izpovedal faraon na Božji poziv, ka naj vypesti izraelsko ljudstvo, kada darovalo Bogu daritve, torej kada naj služijo Bogu. In faraon je pravil tak. Faraon je na tej Božji poziv dal takšen odgovor. Ne, toga nemo, toga je nedovoljen, neščen, kad došli furt, pač pa pravi tak, delo naj ljudi teži, da bodo zaposleni z njim in ne bodo poslušali lažnivih besed. Ještě več dela je faraon naložil ljudem. Draga cerkev, dragi poslušalec, to je zelo, zelo resno opozorilo tudi za mene in tebe. Delo naj teži ljudi, da bodo zaposleni z njim. Razne aktivnosti, osebne stvari, naj ljudi okupirajo, naj so zaposleni z njimi, samo ka ne doposlušali, toliko Božja reč pravi, ka ne doposlušali Božjega glasa, štiri vsakoga zove na delo. Vsakoga med nami Božja beseda poziva, ka naj idemo na delo. Znate, sigdar, da šo tam najšo, nika, s kim da te zaposlo, ko da sigdar bole nujno, samo ka ne boš poslušal Božjega glasa. Ne vem, kako je v vaše življenje, ja to opažam. Vtork, to je ženska biblijska vera, te še treba tisto in pa to, pa ještě ta in se, samo ka ne bi bila na ženskoj biblijskoj veri, ki bi poslušala Božjo drago svetu reč. To, ko Bog pravi, v sredo, to mi sam obeču, to, tisto mi ovo, tisto je še nujno, to ještě moram, samo ka nemo na molitvaj, ka se nemo boro vkuper z bratjov v toj duhovnoj borbi. Molitev je borba, to je duhovna borba. In draga cerkev, obveščam vas, molitve bomo imeli jutro na mesto v sredo. Jutro bodo molitve v 7:30. Ka ne da je pogoj PCT izgovor, ka ne mreš priti na molitve. Iz istoga razloga je tudi ženska biblijska vera predstavljena na ponedeljek. Ka ne bi res sam bil pogoj PCT izgovor. Vsi smo imeli možnost, ka se testiramo, tisti štiri, nema drugoga, ka tako povem, potrdila, drugoga izhoda. V petek pa truden sem celoga kedna. Pa teoko sem delal. Pa teoko je bilo, pa zdaj nemo šel na vaj. Tok dole, pa tok naprej. Lahko bi še našteval izgovore. Delo naj ljudi teži, da bodo zaposleni z njim. Dragi moji, te pride nedela, hvala Bogu, ka leko v Küper pridemo, nedela, da smo cela cerkev v Küper na bogoslužje, popevamo, gelte, slavimo Gospoda, poslušamo Božjo besedo. Mene se pa tok drema, tok sem truden, tok sem zmantrane. Pa vmislimo ideje, kako preživeti popoldneve, pa ideje, ko da se te keden predmjov.
pa študiram, ko ešte se moram, komu jutro najprej začu, kome se čaka v tom kedne. In tok Božja beseda pride samo do mojih vej. Samo do mojih vej. Srce pa ostane prazno. Zavolo toga, kaj je okupirane z vsakdanjimi stvarami. In te život teče dalje, kao da se ništa nije dogodilo, kao da Bog nije govorio. Naše južna bratja bi to pravili. Delo naj ljudi teži, da bodo zaposleni z njim. Kome posvečaš v svojem življenju več pozornosti? Osebnim užitkam, potrebam, če so to resne potrebe, ali pa izpolnjevanju Božje volje v tvojem osebnem življenju. Sestra Tamara je v enoj priložnosti, v enem uvodi pravila, gučala od 2 voka. 4 sta bila v borbi. In te je postavila pitanje, bilo je postavljeno pitanje, 4 vuk da zmago. Tiste, 4 ga bolje hraniš. In isto je v tvojem osebnem življenju. Obstajate 2 borbe, 2 sile ste v našem življenju. Duhovna, sad duha in pa telesna sila, dela mesa. 4 sila, da je prevladala. Tisto, 4 bolje hranim. Tista, da je močnejša. Tu v naših življenjih pridejo situacije, na 4 ne moreš vplivati. Ja, pridejo situacije, na 4 ne moreš vplivati. Nesreča, poškodba, kakšna nujno življenjska stvar. Smrt. To so upravičljivi razlogi. 4 do pred Bogom. Ne pred mjov, mene se ne treba upravičevati. Pred Bogom domele upravičilo. 4 pa se ne pojavljajo vsikdar znova. Kad bi planiral svoje aktivnosti, bliza čas, da bi mogel biti na razpolago Bogu. Da bi mogel biti na razpolagi njeme. Dragi moji, vprašanje, kako mu se Enok zagovarjali pred njim glede toga. Ne gočim od vaših zaposlitve, ne v vašem dele na njivaj v štolaj, ne gočim v vaših poslovnih stvaraj, gočim v življenje kot celote. Moj brat Lujze je večkrat je pravo, ka ne istina, ka se ne bi mogel splanirati kjer na tok, ka bi ne bil te na cerkvenih aktivnosti. Dragi moji, Bog je splaniral moje in tvoje odrešenje tok, ka je Jezus prišel na te svet in žrtvoval svoje kompletno življenje. Svoje kompletno življenje, ka on opravi njeme zavipano poslanstvo. Tok je Bog splaniral za mene in za tebe. In to je bila žrtev. To je bila resnična žrtev. Kako boš ti splaniral tvoje aktivnosti naprej? To je tvoja odgovornost. To je tvoja izbira. Ali znaj, da si najprej v službi Boga. Najprej si Božji služabnik in te se drugo. Jezus je tako pravo, to jasno izpovedal. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost. Matej 6:33. Tako je povedal. Bog, da se pa poskrbo za vse ostalo. Dragi moji, nika od vsega naštetoga, ko misliš, kaj je trenutno važno, ti ne da falilo. Ne da te falilo, če boš Boga postavil istinsko na prvo mesto v tvojem življenju. Če boš poslušal njegovoj reči, če boš poslušal njegove pozive, učin to iz svojega osebnega izkustva. To učin iz svojega osebnega izkustva. In prejšnjo nedelo smo prešteli tudi upozorilo Božjega
služabnika, modroga Solomona. Toga velikoga Božoga človeka in v Pridigare 11. 9. veršu što piše. Veseli se, mladenič, mladenka, v svoji mladosti, tvoje srce te naj osrečuje v tvojih mladih letih. Hodi po poteh svojega srca za poglede svojih oči. Vedi pa, da te za vse to Bog pripelje pred sodbo. Dragi poslušalec, v Božjem strahu te moram upozoriti na to, ko pravi Božja reč. Da ne biš to med nami bil za vso večnost prevarane, za volo svoje lahkomiselnosti. Mislite, kam je najlepše to gučati? Ne. Ne mi je najlepše gučati te besede. Ne je enostavno to povedati, ali moram povedati, to, kako je tu Janez Krstnik mogel povedati izraelskome narode istino. Mogel je povedati to, ko je Bog provo za njih, ko je provo za njovo življenje. Janez Krstnik je bil Božji izvoljenec, to, kako sva jaz in ti Božjeva izvoljenca, Božjeva poslanca, ka opraviva svoje poslanstvo. Ja. Tu Janez bi rekel pravo, to ga ne mrem, pa nemo, pa naj nekak drugi. Ali ne, on je poslušal Božji glas. On je bil poslušen Božjemu glasu in to popolnoma. On je imel v svojem življenju zavedanje toga, ko Bog zapoveduje, ko Bog pravi. On se je zavedal toga, ko Bog uči. Kakša je Božja zapoved in najprej ljubi Gospoda, ljubi svojega Boga in te je normalna tu izpolnitev te druge zapovedi, ljubi svojega bližnjega. In dragi moji, te zapovedi se ne menjajo. So se ne spremenile do zdaj. Ne, ostajajo v istoj veljavi. Boga na prvo mesto postavite in te tu bližnje pride v tvoj program delovanja, kot tako povem. Janez se je bil pripravljen soočiti z vsemi posledicami toga Božjega klica. In to je v njegovem življenju pomenilo eno veliko samoodrekanje. Marsikoj se je mogel odpovedati. Najprej se je mogel odpovedati udobje svojega doma. Preštite njegovo življenje. Najprej udobje svojega doma, udobje izobilja, v šterom je živo. Ne vemo nikaj od njegovega življenja, kakšna je bila situacija, ali udobje izobilja je tu mogel pestiti in je živo v piščavi, ki ne bilo glisega na pretek. V kakšnej situaciji živim jaz, v kakšnej situaciji živiš ti. Vsi štirje evangelisti pišejo o njeme, o pomembnosti njegove službe, štero je opravilo v popolnoj poslušnosti Bogu. V popolnoj poslušnosti toga, ko Bog pravi. Leko pogledajte doma in preštejte njegovo življenje. Matej 3 čital, Marko 1 čital, Luka 3 čital, Janez 1 čital in te videli, in če te pozorno šteli, te videli, nikdar ne te zasledili, ka bi se Janez kakole pritoževal. Nikdar. Njega zapisano, ka bi se Janez pritoževal za svoje popolne poslušnosti Bogu, je bil tu večji, bil je zaprejti in za volo človeške zvijačnosti, je svojo poslušnost Bogu mogel plačati svojem življenju. Bog je njemi zavil po nalogu, glasnik vpijočega
piščave. In dote štele njegov življenjepis, te videli, te opazili, kaj je to bila služba enoga uspešnoga Božjega služabnika. Te videli, koliko ljudi je, koliko različnih skupin je prihajalo k njemu. Dragi moji, kako je v tvojem življenju? Kako je v mojem življenju? Kako je na področju poslušnosti Bogu? Je to iskreno služenje njeme ali pa je to samo zunanja pobožnost, a me drugi vidijo? Brat Viktor je večkrat govoril na to temo. Znate, takše ljudi, štere se samo naveščajo pokazati, Biblija imenuje hinavce, štere jim pa je vstop v nebeško kraljestvo prepovedane. Tisti ne imajo vstopa v nebeško kraljestvo. Janez Krstnik je bil popolnoma poslušen Bogu, iskreno, iz celoga srca, čiglika je plačal za to visko ceno. Kakšno ceno si pripravljene plačati ti? Božjo voljo izpolnite, ko je od tvojega, si pripravljene žrtvovati, ka bi se Božja volja v tvojom življenju izpolnila, ka bi Bog leko skozi tebe deloval na takšen način, kakšen on želi, ka bi leko ponudil te talente na svojo slavo, on skozi tebe štere ti je zavipo. Dok smo šteli, da smo gledali talente, Gospodar je dal talente. Dal je ljudem talente. Kaj naj delajo z njimi? Ali da je prišel nazaj, so ljudje mogli te talente dati njimi nazaj. Bog je zahteval. Bog zahteva od mene, da zahteva, kaj inak damo poročilo od svojega delovanja. Veseli se mladenič v svoji mladosti, tvoje srce naj te usrečuje v tvojih mladih dneh, hodi po poteh svojega srca, za poglede svojih oči, vedi pa, da te za vse to Bog pripelje pred sodbo. Dragi poslušalec, dragi prisoten, v Gospodovom strahu te želim spodbuditi, tako se splača biti popolnoma poslušen Bogu, njegovoj besede, splača se dati sebi njeme na razpolago za voljo toga, ka plačilo je veliko. Plačilo je veliko. Za novega kralja so v glavnem mestu pripravili velik sprejem. Kralj je veliki dvorane sprejemal darila in čestitke. Med darili je bilo veliko dragocenih stvari, ročno izdelane puške in revolverje, srebrne posode, tkanine iz brokata z našipki iz zlata in še druge dragocenosti. Sprevod se je počasi zaključeval, ko se je na vratih pojavila stara kmetica v težkih lesenih coklih in z leseno palico, na katero se je opirala med hojo. Iz svojega koša, ki ga je nosila na hrbtu, je v velikem pričakovanju vseh navzočih potegnila paket, skrbno zavit v platno. V dvorani je naenkrat zadonel glasen smeh, ki se kar nekaj časa ni polegel. Stara ženica je pred svojim vladarjem razgrnila platno, v katero je bil zavit klopčič, snežno bele volne, ki ga je v dolgih zimskih urah spredla iz krzna 2 ovac, edinega bogatstva, ki ga je imela. Kralj se ji je brez besed globoko priklonil in dal znak za začetek slovesnega plesa in praznovanja. Starka je počasi stopala proti izhodu, njeno odhajanje pa je spremljal glasen smeh in roganje vseh navzočih. Njena pot domov v staro kočo, ki je stala sredi kraljevega gozda, je bila dolga in težka. Do sedaj je niso podili iz stare kraljeve koče, kaj pa bo sledilo sedaj, si starka ni znala predstavljati. Ko se je približala koči,
se je vsa zaprepadena zaustavila in ni mogla naprej. Pred kočo so stali kraljevi vojaki, okoli koče so zabijali količke in jih povezovali med seboj z belo volneno nitjo. O moj Bog, je zavzdihnila uboga starka in njeno drobno srce je začnelo močno biti. Novega kralja je moje darilo razžalilo, vojaki me bodo sedaj prijeli in odpeljali v ječo. Ko je komandant zagledal starko, je hitro stopil do nje in se ji globoko priklonil. Nato je izjavil: Gospa, naš dobri kralj je odločil, da bo ozemlje, ki bo obdano z belo volneno nitjo, odslej vaša lastnina. Obseg nove lastnine je bil enak dolžine bele volne, ki jo je darovala svojemu kralju. Prejela je z isto mero, kot je darovala. Dragi moji, pri Bogu ne pozabljene niti 1 centimeter bele vune, šteroga si njeme nameno v svojem življenju. Pri Bogu ne čista nika pozabljeno, ko se napravo v iskrenosti. Bog da nagradil vsako tvojo poslušnost, vsako zvestobo, vsakoga njegovega služabnika. Si pripravljene nekaj odložiti v svojem življenju, nekaj žrtvovati? Splača se poslušati glas našega pastira. Amen.